Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Dobro jutro, dober dan, dober večer, spoštovane, spoštovani, v kateremkoli delu dneva poslušate. Danes je z mano gospod Nik Vovk, diplomirani filozof in antropolog, magister humanitarnih študij in že leta predvsem humanitarec. Zakaj je danes z mano? Mene je pritegnilo predvsem to, da je sodelavec nevladne organizacije Danski svet za begunce, ki že 2 leti deluje v Gazi in na Zahodnem bregu. Ampak da ne odstopim od svojih klasičnih postavitev, gospod Vovk, a se lahko predstavite, kot želite biti sami predstavljeni? Dober dan, hvala. Mislim, da je glede na temo pogovora najboljše, da se predstavim po svoji strokovni strani. Poleg izobraževanja, ki ste ga omenili, sem tudi specialist za odmikanje ubojnih sredstev, eksplozivnih ubojnih sredstev. In to je pač specializacija mojega dela, s katero sem se ukvarjal 5 let v Ukrajini in zdaj 2 leti v Gazi. Pred tem delal za Združene narode na Kosovu, in vedno do zdaj v predvsem humanitarnem delu že več kot 10 let na splošno. Sem brat, sem sin, sem partner, po drugih straneh, ampak zadnjih 10 let je nedvomno večino mojega časa bilo predanega temu delu. Umikanje bojnih sredstev. Kaj točno to pomeni? Torej, če si lahko predstavljate, ko smo na nekem vojnem območju, bodo vojske med sabo se obstreljevale z različnimi eksplozivnimi izdelki. Recimo bombe, rakete, mortarji in tako naprej. Te zadeve dostikrat tovarniško imajo že samo napako in ne bojo eksplodirale zaradi te napake. Potem je pa tudi odvisno, kako pristanejo na tla, odvisno je, kako se odbijajo od stavb, recimo če so spuščene iz letal. Tako da v vsakem primeru ostane ogromno tega eksploziva neeksplodiranega, na območju, kjer v veliki večini živijo civilisti, ki potem ali po padajo v nesreče s temi ubojnimi sredstvi, ali mislijo, da jih lahko prodajo, pa jih pobirajo, ali so otroci, pa se z njimi igrajo, in se zaradi tega ali poškodujejo ali pa umrejo. In humanitarno razminiranje se ukvarja z odstranitvijo takih eksplozivnih sredstev iz civilističnih območij, kjer je pred tem bila vojna ali pa kjer včasih še traja vojna, samo na drugem mestu. In kako izgleda delo nekoga, ki se ukvarja s humanitarnim razminiranjem? Torej iz čisto tehničnega pogleda se najprvo mora najti te ubojna sredstva. Recimo mine so včasih, dobimo načrte od vojsk, ampak je to res redko, tako da je treba najti in mine in različne neeksplodirana sredstva, kar pomeni, da pridemo v različne skupnosti na začetku in se pogovarjamo z ljudmi, in nam povejo, recimo, kje so slišali eksplozije, kje so slišali vojske, ja, da se je premikala, in potem naredimo v bistvu načrt, označimo najverjetneje nevarna območja, in potem se z različnimi tehnikami lotimo razminiranja, čisto odvisno od same narave tega eksplozivnega sredstva. Torej mina se bo drugače razminirala, kakor se razminira neeksplodiran mortar. Dostikrat bo uporaba teh detektorjev za mine, in potem se preveri se samo stanje bombe, recimo, ne. Ali je na točki, kjer se je ne da premakniti, ker je preveč že poškodovana in bi vsak stik z njo lahko jo eksplodiral. Oziroma, če se jih da premakniti. Dostikrat vojske, recimo, kjer so imeli neke vojaške punkte, pustijo za sabo ogromno stvari, ki niso eksplodirale, ampak nikoli niso bile tudi izstreljene, kar pomeni, da se jih lahko enostavno pobere in premakne. Če se jih ne da premakniti, se pa potem ponavadi, odvisno je od države, kjer to delamo, se streli samo zadevo na mestu. Torej prinese se kos plastičnega eksploziva, se da zraven tistega objekta, potegne vžigalno vrv in eksplodira na mestu.
In vaše delo v vsem tem procesu, glede na to, da ste vsem iz iz družboslovnih ved, niste študirali strojništva, niste študirali naravoslovnih ved, ki bi se ukvarjala, ne vem, z deminiranjem, je kaj? Torej vaša funkcija, je to bolj pogovor z ljudmi, je to odkrivanje, je to mapiranje ali je to tudi fizično delo z ubojnimi sredstvi? Torej, treba je pogledati mojo kariero v daljšem razmerju in potem, kje sem danes, v temu, ampak jaz sem bil usposobljen z različnimi vojskami, največ z dansko, švicarsko in italijansko vojsko, kako razminirati, in moj začetek dela v Ukrajini je bil tudi z razminiranjem kot takim. Torej, jaz znam razminirati, sem tudi jaz razminiral in potem od takrat naprej sem bolj prešel na tej točki v menedžerske vode. Torej, jaz, na koncu v Ukrajini sem recimo bil menedžer 70 ljudi, v 3 različnih državah, ko so se ukvarjale s takimi stvarmi, oziroma tudi z drugimi povezanimi z eksplozivnimi izdelki. In zdaj delam identično v Gazi, z razliko tega, da nam izraelska, vlada ne pusti prinesti noter opreme, ki bi jo rabili za razminirati. K temu se bova vrnila vsak hip, samo še eno podvprašanje. Na lestvici od 1 do 10, kako nevarno je vaše delo? Spet je odvisno od države, Gaza recimo je 10. 10 je, če vprašamo recimo, moja organizacija dela v 40 državah po svetu, v različnih postkonfliktnih državah. In Gaza v tem trenutku najnevarnejša država za našo organizacijo in, mislim, da bi bilo smiselno reči, da bo najverjetneje isto za katerokoli drugo organizacijo. V Ukrajini je bilo spet odvisno, kje si bil pa kdaj si bil tam. Recimo mi smo bili v Donbasu na vzhodu Ukrajine, ko se je vojna začela, torej med invazijo, in potem bežali pred Rusi čez celotno Ukrajino. Takrat v Donbasu je bila tudi 10. In potem, če si bil v Lvivu, mogoče leto kasneje, je bilo že recimo 4-3. Bombe so redko padale, Lviv je odlično, lepo mesto, kjer imaš ves servis, ki bi ga lahko pričakoval recimo v katerikoli evropski državi. Tako da je povsem res odvisno kontekstualno, tudi znotraj same države je odvisno, na katerem področju si, in tako potem variira recimo ta, nivo nevarnosti. Če se vrneva v Gazo, koliko časa ste bili v Gazi? Kako je to izgledalo? En tak najprej zelo grob ali pa zelo splošen opis, preden greva na detajle. Torej, naša organizacija in večina organizacij, v tistem predelu se ukvarja z okupiranjem palestinskega ozemlja v celoti. Torej imamo Gazo na eni strani in imamo Zahodni breg na drugi strani. Tako da je potrebno gledati tudi, na obe strani, in mislim, da je Zahodni breg tak, ke se hitro pozabi o njemu govoriti. In torej v zadnjih 2 letih sem bil na 2 misiji znotraj Gaze in pa potem neštetokrat v Zahodnem bregu. In potem, često tudi v Jordaniji, ker pač nam izraelska vlada nikoli ni pustila imeti delovnih viz. Ne moremo ostati ali v Zahodnem bregu, zaradi tega predolgo, oziroma v Gazi zaradi drugih zadev. In pa 3 mesece sem živel recimo v Jeruzalemu, kar bi načeloma padlo pod, Izrael kot državo. A je karkoli, o čemer danes ne bi želel spregovoriti, bodisi zaradi travm, bodisi zaradi tega, ker je pač preprosto off limits, ker je bilo tako grozno, ali pa ker se morda tudi koga bojite ali pa ne želite kakšnih tem nasloviti? Načeloma ne, mislim, imamo precejšnjo srečo, ker se ukvarjamo s tem delom profesionalno in je tudi profesionalna skrb za nas, tako da imamo ogromno obvezne psihoterapije, s katero predelamo stvari, ki smo jih, tam videli. In načeloma govorimo o stvareh, kot jih vidimo na samem mestu, in govorimo pač o njih prosto. Ničesar ne skrivamo. In načeloma, ni na tej točki kakšne teme, o kateri ne bi govoril. Težko pa komentiram recimo aktualno politično dogajanje. Pač humanitarci, to ni naše delo. Kakšna bo ureditev v Gazi če se premirje obdrži, se pač nas ne tiče in o tem ne moremo spekulirati. Lahko si želimo, da bo na koncu recimo politično ureditev taka, ki si jo bojo želeli ljudje in ki bo ljudem stregla, in mi bomo tam toliko časa, dokler temu ne bo tako, ampak o teh temah recimo težko komentiram. Ampak če v zvezi s politično, temo samo eno vprašanje zastavim, pa potem nobenega več. Ali menite, da je to, kar se dogaja v Gazi na Zahodnem bregu, genocid?
Ja, nedvomno. Mislim, da lahko čakamo na sodbe sodišč in veliko ljudi bo to čakalo in lahko čakamo še dosti let do tega. Ampak vse stvari, ki smo jih mi videli, ki sem jih jaz videl na lastne oči v Gazi, v mojem pogledu kažejo na genocid. Jaz nisem mednarodni pravnik, se strinjam iz tega vidika, ampak sistematičen način vojskovanja izraelske vojske v Gazi nedvomno kaže na dejstvo, da želijo narediti čim večjo škodo temu ljudstvu v celoti. Zdaj lahko to propagandirajo kakor boj proti Hamasu, ampak realno gledano 2 milijona civilistov trpi iz tega razloga tam. In mislim, da je končni vidik Izraela je že bil več desetletij, da preprosto ni nobenega Palestinca več na njihovem ozemlju. Kaj pa ste videli na lastne oči v Gazi? Ogromno. Kaj je tisto, kar se verjetno tudi s psihoterapevtom pogovarjate? Mislim, nedvomno je uničenje je tako, kakor se ga ne more po mojem noben predstavljati. In upam, da zdaj, ko se to premirje naredi, da se spusti noter tudi mednarodne novinarje, ker pač preprosto rečeno svet očitno ne verjame palestinskim novinarjem, ampak mislim, da bo kdorkoli pride v Gazo in vidi nivo uničenja, bo šokiran, pretresen in mislim, da se vsakmu od nas neki zlom, ki se nikoli ne bo popravil tam noter, sam zaradi tega, koliko je uničenja. Izjemno težko je gledati ljudi, ki so izstradani in to je moja zadnja misija v avgustu sigurno bila taka. Tako da, ja, definitivno je ogromno stvari je tam in smo jih mi videli. In gremo lahko bolj v podrobnosti, če vas zanima, ampak ja. Nedvomno je dejstvo, da ljudje živijo v težko opisljivih okoliščinah, v šotorih. Mi dostikrat delamo z žrtvami eksplozivnih ubojnih sredstev, to ljudje, ki so bili težko poškodovani, ki imajo poškodovane hrbtenice in so paraplegiki, ki so izgubili roke in noge in živijo v teh šotorih na plažah poleti na 40 stopinjah, brez kakršnekoli oskrbe, brez hrane, brez vode, ke piha veter in tisto mivko meče na te rane. Rane se gnijejo, pač črvi prihajajo ven iz teh ran in tako naprej. To je nedvomno pač izjemno, izjemno težko gledati in biti priča. Mi dovolite podvprašanje. Torej, nekdo naleti na ubojno sredstvo, mu odtrga ud in potem se zgodi kaj? Brez operacije, brez da bi to nekdo zašil, se s tem zgodi kaj? Torej spet je, in to mislim, da se včasih ljudje ne zavedajo, treba je gledati Gazo v časovnici od začetka pa do danes. Recimo, če se je to zgodilo nekje na začetku, so še nekatere bolnice dejansko obstajale in so bile funkcionalne. In so ljudje lahko dobili neko določeno količino operacij, v kolikor je rešilec recimo prišel do njih, in jih lahko pripeljal do bolnice. Sčasoma, ko gremo naprej, je funkcionalnih bolnic vedno manj. Do recimo danes, kjer jih je praktično, so neobstoječe, razen recimo terenske bolnice humanitarnih organizacij, ki so pač opremljene, kakor Izrael pusti noter prinesti zdravil. Kar pomeni, da kasneje v vojni, v tem konfliktu, ko si bil poškodovan, manj si imel verjetnosti, da boš dobil neko profesionalno pomoč, medicinsko. In se je dostikrat zgodilo in dosti takih žrtev, s katerimi mi delamo, je takih, ki so bile operirane triažno, in na hitro in brez anestezije, in brez nujno tistih stvari, ki bi jih doktorji potrebovali pri samih operacijah. In so prišle do komplikacij in rabijo zdaj dodatne operacije, da lahko popravijo tiste prve. Dosti jih bo potrebovalo, velika večina bi potrebovala medicinsko evakuacijo, ki izraelska vlada ne pusti oziroma pač izjemno malo ljudi pusti, da grejo čez mejo, ker so pač preprosto njihove rane zunaj trenutne sposobnosti medicinske arhitekture v Gazi. Torej, ljudem ostane to, da trpijo. Predvidevam, da nimajo sredstev za lajšanje bolečine, antibiotikov. Ne.
Lahko se dobi lakadole, ampak si lahko predstavljate, da če vam, manjka ud in, imate neko res težavno poškodbo, lakadol ne bo prišel daleč. Poleg tega, da bo cena lakadola taka, ki je pač, tudi po moje za slovenske razmere, izjemno visoka. Do tega bova prišla, kdo, se okorišča od, teh cen, ali je to res zgolj posledica, dobavnih verig, ko je preprosto treba plačati toliko, različnih dobaviteljev. Ampak dajva si zdajle predstavljati en navaden jutranji ritual, recimo v Sloveniji. Denimo, za nalašč bom uporabila otroke, ker je to, mogoče še malo bolj, dajmo reči, da morda si bomo lažje predstavljali, kaj zares imamo pri nas. Zjutraj zbudimo otroke, se umijejo, se oblečejo, grejo na zajtrk, grejo v šolo, jih odpelje šolski avtobus ali pa jih odpeljejo starši, mi gremo v službo, popoldne te otroke poberemo, počnemo z njimi karkoli pač že. Zvečer, ponovimo ritual, preberemo pravljico, damo otroke spat, starši imamo, čas zase. Kako bi ta isti dan izgledal v Gazi? Pač praktično rečeno vse od naštetega, najverjetneje ne obstaja v Gazi v tem trenutku. Če gledamo samo otroke, se rabimo zavedati, da je ogromno otrok izgubilo celotne družine, kar pomeni, da nimajo mame in očeta oziroma nobenega sorodnika znotraj njihovih družin. In to so, ponavadi v tem njihovem svetu dosti, velike družine. In so otroci dostikrat pač spodijo zjutraj brez svojih staršev, oziroma brez kakršnegakoli skrbnika. V primeru, da so še del svoje družine, se zbudijo pač, kot sem rekel, v šotoru, na mivki, pač, Gaza je v veliki večini še vedno, dosti puščavska, kar se tiče terena. Ne bojo imeli, vode, ne bojo imeli hrane, ne bo jih kamor zapeljati, ker ni šol. Prevoz bo, astronomskih cen, oziroma se boš vozil okoli na vozu z nekim konjem odspredaj, ke te bo pripeljal nekam približno na točko, kamor hočeš, in potem boš rabil hoditi še kar nekaj časa. Tako da ja, vseh teh stvari, ke ste jih vi našteli in ki delajo recimo vsak dan slovenski družini, bojo tam, manjkale, pač ne bo jih. In zvečer, ke bojo šli v, posteljo, če so uspeli s sabo prinesti kakšno zgodbo, te družine, ke so bile prisilno razseljene v povprečju 11-krat, bojo verjetno zelo veseli. Če so uspeli prinesti obleke, vsakič, ke se nekdo preseli, vedno manj stvari ponavadi vzamejo s sabo. In ta njihova osebna lastnina je vedno manjša. In, ne bo nič od teh stvari in potem bo celo noč in čez cel dan so na njih stalno padale bombe. Ne bi mogla biti bolj diametralno različna realnost v Gazi, kakor je v Sloveniji, kot recimo ena izmed najvarnejših držav na svetu. Kaj pijejo ljudje, ko rečete, da nimajo vode? Torej, povsem odvisno je, če, uspemo do njih prinesti nekaj humanitarne pomoči, bojo najverjetneje dobili neko ustekleničeno vodo in to je v tistem primeru še najbolj. Večino vode, za pitje je pred vojno ustvarile tovarne za razsoljevanje morja. To je bil njihov najbolj, osnoven vir tudi, vode, ke ni slana. Te tovarne so večinoma uničene in to je bila neka, sistematična politika izraelske vojske, da uničuje pač te zadeve. Dostikrat se v teh, begunskih kampih, ke jih mi nadziramo, potem zvrta nove vodne, nove vrtine, tako, ja. In iz tam se dobiva voda, to je pa voda, pač to je v katerikoli drugi državi bo to pač kvečjemu tehnična voda za zalivanje njiv, ampak v tem trenutku pač Palestinci nimajo druge izbire. Pač pili bojo vodo, ki je, polna kolere, polna drugih stvari, in često zaradi tega umirali. Kako se pa zorganizira skupnost, če se zorganizira? Kaj denimo, pomeni, da si bil nekdaj, učitelj, morda, zdravstveni delavec, morda neki pripadnik verske skupnosti, ne vem, mladinski prostovoljci. A karkoli od teh organizacij znotraj lokalnih skupnosti
obstaja? A si ljudje pomagajo med seboj? Ja, izjemno. In Palestinci so že desetletja pod okupacijo izraelske vlade, kar pomeni, da so se tekom vsega tega časa potrebovali tudi organizirati na tej točki, na neki civilni iniciativi. In to je predvsem vidno tudi z dejstva, da je ogromno nevladnih organizacij, ki so palestinske in delajo izvrstno delo. Največkrat moramo razumeti, da je pač celotna skupnost oziroma družba razpadla, z dejstvom, da je razpadla celotna, pač da je bila zbombardirana celotna arhitektura Gaze. Nastal je tudi nek političen in varnostni vakuum, in so se vse te skupnosti večinoma v tem trenutku dobile znotraj begunskih kampov. In imajo znotraj begunskih kampov od zdravnikov, od bivših profesorjev na univerzah do čistilk, mehanikov in tako naprej. In znotraj teh kampov, in to je eno izmed del naše organizacije, mi potem poskušamo te skupnosti jim pomagati, da imajo neko odločanje, s katerim se strinjajo, imajo neke vodje različnih iniciativ, ki se posvetujejo z različnimi ljudmi, in tako v bistvu upravljajo sami do neke mere z samimi begunskimi kampi. Ampak je nedvomno, da Palestinci v izjemni meri pomagajo drug drugemu, tudi v teh situacijah, kjer so. Mi rabimo dostikrat govoriti z našimi sodelavci, da rabijo vsake toliko časa tudi počivati in ne stalno delati. In mislim, da je tudi taka mentaliteta na splošno, da skušajo čim več pomagati drug drugemu, tudi takrat in dostikrat takrat, ko gre recimo njim na slabše. Do katere stopnje pa so pripravljeni pomagati? Se tu ste delno zdaj že odgovoril, koliko so pripravljeni narediti eden za drugega. Denimo, ko ostanejo otroci brez družin, kaj se z njimi zgodi? Kdo poskrbi za njih? Torej, načeloma dostikrat se zgodi, da recimo družine so precej širok pojem v njihovi kulturi, dosti širši kakor pri nas, kjer je pač neka ta jedrna družina tista, ki bi ji rekli družina. In se dostikrat zgodi, da te širše družine, torej stric od strica, posvojijo te otroke, ki izgubijo svoje direktne starše, recimo. Dostikrat se zgodi tudi z ostarelimi, torej v njihovi kulturi je skrb za starejše izjemno pomembna, in takrat se tudi posvoji recimo starejše ljudi znotraj teh večjih družin. In v tem trenutku smo iz povprečne družine 6 ljudi pred konfliktom recimo prišli na povprečno družino 11, 12, 13 ljudi. In to so pač preprosto zadnji ostanki mogoče iste rodnine, ki so prišli zdaj skupaj, če so imeli to srečo, da so bili razseljeni na isto mesto in si v temu pomagajo. Je pa ta pač drža gre dosti zunaj samih družin, pač si izjemno pomagajo tudi sami drug drugemu, čeprav niso mogoče iz iste družine. A ste mogoče pa vendarle kadarkoli naleteli na neko sovraštvo, ljubosumje, nelagodje med njimi, neko metanje polen pod noge? A se v takih situacijah dogajajo tudi te temnejše plati osebnosti, recimo? Mislim, nedvomno, predstavljati si, da ste v begunskem kampu, in pač imate nek svoj šotor in okoli vas pač živi 10 000 ljudi. Nedvomno bojo pač vsake toliko časa nastale neke napetosti, medosebne, in sem pa tja nastajajo te konflikti, tudi znotraj teh begunskih kampov, kar je pač čisto navadno, pač kdorkoli si predstavlja živeti v taki situaciji toliko časa, lahko predvideva, da bo na neki točki pač nekomu počel živec, ne. In bojo prišli do nekih konfliktov. Tako da ja, je navadno, kakor bi bilo za vsako družbo v takih razmerah. Prej sva se že malo dotaknila preko vaše izjave, kako visoka je cena lekadolov denimo. Kako v Gazi danes recimo izgleda pot do antibiotika, inzulina, povojev, protibolečinskih sredstev sva že slišala, da obstaja lekadol pa nič močnejšega. Pa recimo sem razmišljala o eni taki stvari, šampon proti ušem. Torej spet je treba razumeti, da je Gaza bila v različnih obdobjih različno polna živil in da živila so imela različno ceno. Torej zadnjih par mesecev, ko je Izrael nehal dovoliti
prinesti noter humanitarno pomoč, mislim, da na koncu okoli 3 mesece. Takrat je bila situacija najslabša, torej najmanj izdelkov je bilo na voljo in tudi tisti, ki so bili izjemno visoki. Med zadnjim premirjem februarja, ko je ogromno humanitarne pomoči prišlo noter, je bilo izdelkov več na trgu, in tudi bili so bolj normalne cene. Kar se tiče medicinskih pripomočkov, je daleč najtežje, izjemno težko jih je dobiti. Da se jih v teoriji dobiti do neke mere na črnem trgu, ampak bojo absolutno visoke cene. Recimo mislim, da je bil tableta nekega močnejšega analgetika, okoli $2000 ena tableta, kar pomeni, da je povsem nesmiselno je tako iti na črni trg kupovati te tablete, ker noben nima toliko denarja, da bi jih kupil za neki daljši čas. Poleg tega da vsaj mi svetujemo našim žrtvam vojnih eksplozij, da teh tablet ne kupujejo, ker bi rabili neko vodstvo zdravnika z toliko močnimi tableti, da ne ratejo na koncu zasvojeni. Šamponi in take zadeve so izjemno redki, spet odvisno, na kateri točki v Gazi in govorimo. Ne samo za uši, za normalno umivanje je izjemno malo higieničnih izdelkov in so spet izjemno dragi. Spomnim se na prvo misijo, ko smo šli lansko leto, ko smo vprašali naše osebje, naše sodelavce, kaj si želijo, je velika večina rekla, da naj prinesemo s sabo milo. Torej samo ena ta kocka mila je bila njim že ogromno pomembna, ker niso preprosto dobili nobene druge, oziroma so bile toliko drage, da je bilo nesmiselno si kupiti. Kako pa vi, humanitarci, to rešujete? Pripeljete s sabo dovolj zalog? In če da, kako izgleda to, da vi to imate, oni tega nimajo? A ste bili kdaj deležni kakšnega prosjačenja, bom zelo po domače povedala, velikih oči, prošenj, protiuslug, ne vem? Ja. Torej nam kot humanitarcem izraelska vlada pusti prinesti 25 kil s sabo noter v Gazo. Načeloma ostajamo v Gazi en mesec, lahko ostaneš manj, lahko ostaneš dlje, ampak ko greš čez mejo, ki jo tudi na Zahodnem bregu drži Izrael, je tvoja omejitev 25 kil. V teh 25 kilah rabiš imeti dovolj hrane in vse obleke za en mesec. To je to. In to so stvari, ki jih prinesemo noter. Če nam uspe prinesti kakšne dodatne zadeve ob vsem temu še za naše sodelavce, z veseljem. Smo pa zelo pazljivi, kar se tiče dejstva, da mi prihajamo s svojo hrano in svojimi oblekami in svojimi zadevami, ne hodimo okoli in se s tem hvalimo. Ponavadi jemo v svojih sobah, torej stran od Palestincev, čeprav naša služba prinaša njim hrano, torej vsaj sodelavcem, tako da noben ni lačen v pisarni. In je dosti takih kulturnih zadev, kjer smo bolj občutljivi, recimo molitve, stil oblek, da imamo čim manj v bistvu problema oziroma konfliktov s samimi palestinskimi sodelavci. Do zdaj se še meni nikoli zgodilo, da bi nekdo, ker mi živimo in delamo v istem prostoru skupaj s Palestinci, da bi kadarkoli kdo prosjačil, recimo, se to še nikoli ni zgodilo. Dostikrat se v bistvu zgodi, da oni želijo od sebe nam ponuditi nekaj. In taki Palestinci so, izjemno so gostoljubni, tudi v teh izjemno težkih razmerah. Definitivno jih pa vedno vprašamo, če želijo kaj, da jim prinesemo, in dokler lahko, jim z veseljem prinesemo. Kako pa to izgleda, da mora človek prinesti hrano za en mesec? Kakšna vrsta hrane je to? Zdajle sem poskušala razmišljati, kaj bi jaz vzela s sabo za en mesec. Samo enkrat sem bila v podobni situaciji na enem trekingu, pa mi je bilo izredno težko. Ja. Kaj prinesete noter, kaj jeste? Torej, mi smo imeli kar dosti posvetov, ker hrana je ogromen problem tudi za nas, torej po enem mesecu. Ne samo pomanjkanje hrane, ampak pomanjkanje hranljivih vrednosti v hrani. Torej, ti lahko ješ kruh en mesec, ampak tvoje telo bo na koncu reagiralo isto, kakor tudi če ne bi jedel kruha. Nimaš dovolj osnovnih mineralov in proteinov in beljakovin v tvojem telesu, da boš normalno funkcioniral. Tako da smo imeli kar ogromno posvetov z nutricionisti, s katerimi smo pa skušali ugotoviti, kaj lahko spakiramo, da bo imel največjo hranilno vrednost in bo najmanj zavzel prostora v prtljagi. In večinoma kupujemo
vojaki bojo vedeli za te pakete, kjer se samo noter voda zlije, oziroma mislim, da se tudi za kampiranje včasih uporablja. In to prineseš s Taka sabo. suha hrana. Tako je, ja. In proteinski prah, recimo. In to je to. In to ješ en mesec. Ja. Smiselno je vedno prinesti kaj čokolade in kakšnih stvari, ker na neki točki pač ta hrana, en teden jo lahko ješ brez problema, drug teden boš že malo nejevoljen, tretji teden bo že izjemno težko jesti isto hrano. Tako da kakšno čokolado sem pa tja je fino prinesti. Kave se vedno prinese noter, ker tudi to palestinski kolegi recimo vedno želijo. In bi bilo drugače, ja. Mi sami, znotraj naše organizacije ne želimo kupovati hrane na trgu znotraj Gaze, ker iz našega pogleda tako vzemamo hrano stran od Palestincev, in ker bi pač mi z našimi plačami in pač čist naredil škodo na tem trgu za samih sodelavcev. Tako da se večinoma vse prinese noter in nič ne kupuje na samem, znotraj same Gaze. Je pa odvisno spet od časa. Recimo, če zdaj v naslednjih mesecih preplavimo Gazo s humanitarno pomočjo, in je hrane dosti več in pač ljudje nastradajo več in cene padajo, potem smo mi vedno del lokalne ekonomije. Smo bili v katerikoli državi. Torej vse dobrine in vse stvari, ki jih rabimo za svoje delo, potem kupujemo znotraj same lokalne ekonomije. A jaz prav razumem, da se hrana, ki se jo pripelje v vojno območje preko humanitarne pomoči, potem prodaja? Torej, predstavljamo si, od zunaj si predstavljamo, da tisto, kar je humanitarnega, da bi to moralo biti brezplačno na voljo vsem. Ampak zdaj se pa midva že v bistvu cel pogovor pravzaprav vračava k tem, da se to tako ali pa drugače znajde na črnem trgu in dobiva precej visoke cene. Torej, ni čisto tako enostavno, do neke mere je to res. Prvo poglejmo, kakšen je izvir katerekoli hrane oziroma dobrin v Gazi. V Gazi pred vojno veliko več, zdaj dosti manj, ampak oni so imeli izjemno lastno proizvajalsko moč. In tudi zdaj velika večina ljudi ali zraven svojega šotora oziroma nekje v svoji bližini ima nek manjši vrt, kjer bojo gojili tisto zelenjavo, ki bo pač uspela. In te zelenjave dostikrat recimo pristane na trgu, ampak ker teh proizvajalcev vedno manj, ima ta hrana avtomatsko višjo ceno. Potem je še vedno dovolj nekaj vsaj komercialnega prometa, ki prihaja iz Izraela v Gazo. Tega nikoli ni nam prijavljeno, tudi nimamo mi neke moči nad nadzorom, koliko komercialnih tovornjakov pride iz Izraela, recimo iz severa, čez severno mejo znotraj Gaze. Ta cena... Izrael uvaža Tako je, dobrine v Gazo po Tako. visokih cenah. Načeloma pač ja, cene na koncu so take, kakor so, po tržni ekonomiji najverjetneje, ampak so komercialni produkti. Je pa težko rečem, do kakšne mere, težko rečem, ali namenoma držijo, ampak najverjetneje jim ustreza izjemno visoka cena produktov v Gazi. Cigareti so taki primer. Humanitarci ne bomo prinesli kot humanitarne pomoči cigarete v Gazo. Če so cigarete v Gazo, pomeni, edina opcija je, da pridejo čez komercialne tovornjake. In potem na koncu humanitarna pomoč. Humanitarna pomoč je vedno brezplačna. Vi boste prišli do nas in mi vam damo paket humanitarne pomoči brezplačno, vzamete ga, nič ne rabite nam dati, nič ne rabite podpisati, greste in to je vaše. Kaj vi potem delate s tem paketom, je povsem na vas. Lahko pojeste vse, kar je noter. Fair enough, pač to je vaša pravica. Lahko pa neke določene te produkte prodate, dobite denar in si kupite nekaj drugega, kar želite. In tudi to je povsem normalno in se dogaja povsem na celem svetu. Paketi so standardizirani, pač mi točno prekalkuliramo, kaj rabiš imeti noter v paketu, da lahko čim dalj časa imaš najbolj polnovredno hrano in da ta hrana seveda ustreza lokalni kulturi. Kar pa pomeni, da vsak posameznik, ko dobi paket, ne nujno je iste stvari. In kako oni potem se ukvarjajo s to hrano, je povsem njihova pravica. Denimo, a morda veste za Gazo, kaj bi tak paket vseboval? Kaj je v paketu? Makaroni so, moke je ogromno. Koliko česa? Paketi včasih varirajo po velikosti, in tudi jaz nisem specialist za hrano, tako da težko rečem točno, kakšna je količina.
Paket je približno tolikole velik, moke je ogromno, sladkorja je Torej, ogromno. kaj ste pokazali, Ja. rečemo pol metra krat pol metra? Nekaj takega, kakor je tale miza. Ja. Okej, za tiste, ki samo poslušate, 60 centimetrov krat 60 centimetrov, Ja, tako denimo. je, ja. In znotraj bo, ja, tako kot sem rekel, makaroni, moke bojo noter, tuna bo noter, sladkor bo noter, definitivno bo ogromno teh piškotov, ke so, ke so narejeni za otroke, ke so podhranjeni, torej imajo pač večjo hranilno vrednost kakor navaden piškot. Tako da ja, take zadeve bojo variirajo, tudi glede na odziv, prejemnikov humanitarne pomoči. Torej mi bomo vedno vprašali, če so s tem zadovoljni, če rabijo kaj drugega, in potem pač nadomestimo stvari noter v paketu. Olje bo tam, osnovni higienska sredstva so dostikrat del takih paketov in tako naprej. Po navadi, sestavimo te pakete na podlagi, posveta z prejemniki humanitarne pomoči. Pa vendar, a ne, v zadnjih mesecih je prišlo do, hudega pomanjkanja humanitarne pomoči iz razloga, ker izraelska vlada ni pustila, da bi se humanitarna pomoč v Gazo in na Zahodni breg dostavljala. Koliko ste videli podhranjenosti? Koliko ste videli podhranjenosti otrok? Kako točno to izgleda? Jaz sem o tem brala samo v knjigah, denimo na afriški celini je bilo kar nekaj tega. Enkrat sem si tudi zelo živo predstavljala, ena knjiga, Polovico rumenega sonca, ko je v Nigeriji, prišlo do tega, stradanja, ko so v bistvu otroci so se do zadnjega igrali, ampak počasi se v nekem trenutku več ne moreš igrati, pa se potem igraš, pa si vedno samo še na tleh, pa se igraš samo še igre, kjer lahko samo še ležiš, do trenutka, ko ti otroci pač nekoč niso več ostali. Ja. In so en za enim, za drugim, za tretjim počasi jih pač pokopavali. Ja. In dejansko je taka situacija tudi tam, pač jaz imam to primerjavo s prvo misijo novembra lansko leto in potem s to zadnjo avgusta letos. In vidiš, da so ljudje bili novembra lansko leto veliko bolj aktivni, ne samo normalni ljudje na cestah, ampak tudi naši sodelavci, in potem občutno manj, imeli energije, avgusta letos. In vidiš, po ulicah hodijo povsem, zmedeni, težko držijo recimo eno črto hoje, ne umikajo se prometu, torej pač več kot očitno je, da ljudje nimajo več energije za karkoli ekscesnega, razen tega, da pridejo verjetno iz točke A do točke B, ki očitno je izjemno pomembna. Najverjetneje bojo hodili tja iskat humanitarno pomoč. In otroci so, mi sicer ne delamo direktno z otroki, tako da, nismo toliko v temu delu humanitarnega, sektorja, ampak so, ja, izjemno so shirani. Otrok je v Gazi pač na splošno samih enormno in šokantno veliko, ki so pač zapuščeni na ulicah. Tako da ja, je zelo očitna razlika v enem letu, sploh zadnjih par mesecev, ke, ni bilo nobene več hrane praktično v Gazi. Koliko od teh prizorov vidijo izraelski vojaki? Ali pa koliko se povprečnemu izraelskemu vojaku sanja o tem, kaj se resnično dogaja na terenu? Ja, mislim, da je nedvomno vidijo čisto vse, kar smo mi ravnokar govorili. Oziroma verjetno vidijo še kakšne hujše stvari v predelih Gaze, kamor humanitarci ne moremo iti. Težko verjamem, da bo izraelski vojak bil nevedoč o situaciji, ki jo povzročajo. Mislim, razen če so tam brez oči, brez sluha in ne delajo nič, v tem primeru so pač povsem, neprimerni za vojskovanje. Ampak, če so tam kot profesionalni vojaki, in mi moramo razumeti, da je Izrael izjemno vojaško usposobljena država, imajo okoli 500.000 rezervistov, so eni izmed najbolj napredno opremljenih vojaških enot, glede orožja in glede obveščevalnih, stvari. Da bi nekdo trdil na tem mestu, da ni vedel, oziroma če se bo čez par let te stvari govorile, je to povsem, čisti nesmisel. Kako je izraelski oblasti uspelo vzgojiti tako brezčutne ljudi? Denimo, vi rabite psihoanalizo za to, da lahko te stvari preživite. Kako je mogoče, da je v bistvu takšno veliko število izraelskih vojakov, ki je do tega očitno
so do tega brezčutni ali pa tega ne občutijo kot kakršnokoli zlo. Ja. Težko analiziram ta dejstva, ampak lahko definitivno imamo neko primerjavo z našo lastno propagando, ki se že par let recimo usmerja v izjemno skrajno desno in se ustvarja recimo ksenofobija do muslimanov na splošno, do migrantov, do beguncev in tako naprej. In pač po letih in letih take propagande in po tem, ko politika na desni in potem vedno bolj tudi sredinske in leve vlade poudarjajo iste zadeve, kjer se to začne pogovarjati v vsakem pogovoru, ob kavi ali pa ob pivu. Potem seveda čez nekaj desetletij oziroma let dobiš ljudi, ki preprosto pač sovražijo Palestince. In isto pri nas se dogaja identična zadeva. Tako da mislim, da je to pač že dolgoročno prepričanje oziroma neka smer, ideologija znotraj izraelske vlade in posledično znotraj družbe. Izjemno veliko javnih raziskav je bilo narejenih o mišljenju Izraelcev o vojni. Izjemno veliko jih podpira vlado, izjemno veliko jih podpira trenutno vojno v Gazi, oziroma situacijo v Gazi. Pričemer je to narod, ki je sam doživel genocid na lastnih plečih in to ne tako zelo v daljni prihodnosti. Mogoče ne neposredno. Preko preteklosti, se opravičujem. Mogoče ne vsi neposredno, ampak definitivno je velika večina potomcev Judov, ki so bili ali usmrčeni ali pa živeli v koncentracijskih taboriščih med drugo svetovno vojno, ja. Oziroma so bili žrtve antisemitizma v kakršnikoli drugi obliki, v katerikoli drugi državi. Antisemitizem je hkrati izjemno sovražna drž do Judov, in se strinjam, do neke mere je izjemno zanimivo, da se to dogaja znotraj Izraela, samo da je miza povsem okoli obrnjena. Kaj pa mi? V najbolj varni državi na svetu, v relativnem udobju, v precejšnjem izobilju. A je karkoli, kar lahko en povprečni Slovenec naredi tukaj in zdaj, da vsaj malo pomaga? Ja. Zdajle, ko se pogovarjam s kolegi, ki sem tukaj, je fino poudariti dejstvo, da samo zato, ker imamo trenutno premirje v Gazi, ni konec tega boja proti okupaciji in segregaciji, ki se dogaja v Palestini, v okupiranem palestinskem ozemlju že več desetletij. In dostikrat je zdaj, in to vidimo tudi v primerjavi z Ukrajino, dlje ko konflikt traja, manj imamo ljudje sočutja do njega. In tudi v tej točki ogromno ljudi reče, končno bomo nehali imeti te proteste na ulici, ker je konec vojne. To je daleč od resnice. Mislim, da se boj za Palestino mora nadaljevati dolgo po premirju, ki ga imamo v tem trenutku. Ja, po mojem mnenju je najboljše protestirati, bojkotirati in na koncu šele donirati. To so 3 stvari, ki jih jaz navadno izpostavljam. In so se do zdaj izkazale kot kar najbolj smiselne in učinkovite. Bojkotirati kaj? Bojkotirati kakršnekoli izdelke, ki prihajajo iz okupirane Palestine in jih prodajajo Izraelci. To bi bilo, kateri izdelki? Obstajajo mobilne aplikacije v tem trenutku in jih lahko poskeniraš vsak izdelek in ti bo napisalo, ne vem točno, katere so, tudi pač mislim, da hiter obisk Googla bo jih našel. Zato, ker mislim, da bomo izjemno presenečeni, koliko izdelkov mi dejansko kupujemo iz Izraela, ki prihajajo iz okupiranega ozemlja. Dosti je sadja, recimo tele datlje. Datlje je vedno fino pogledati, kakšno je poreklo izvora. Coca-Cola recimo je taka izjemno recimo del tega splošnega globalnega bojkotiranja, ker imajo tovarne na okupiranem ozemlju. McDonald's je taka zadeva, ki vemo, da je dajal donacijo in hrano izraelskim vojakom tekom te vojne in tako naprej. Torej ta seznam podjetij je izjemen in je smiselno in je izjemno učinkovito recimo bilo pritiskati na Izrael z te ekonomskega vidika. Mislim, da je tekom te vojne tudi videli, koliko dejansko imamo ljudje, ko se množično zberemo skupaj, vpliva na politiko in na
na splošne razmere v globalni politiki. In še protestirati kje? Protestirati kjerkoli je protest v prid Palestini, v tem trenutku jih bomo po moje videli vedno manj. Bojo pa še upam, da še vedno trajali in še vedno je treba pritiskati na izraelsko vlado. Tako kot smo kot družba pritiskali na Južnoafriško republiko tekom njihovega režima, tako. Mislim, da je teh priložnosti ogromno. Mislim, da še vedno, protest na ulici je ena izmed opcij. Protestiramo lahko ljudem, ki smo jih izvolili, ali jim pišemo maile, ali kakorkoli drugače komuniciramo naše nasprotovanje, in tako naprej. Če bi vi imeli danes 6 let starega otroka, ki bi vas vprašal, kaj se dogaja, daj mi prosim razloži, kaj je z Gazo. Kako bi mu v 3 stavkih razložili, kaj se dogaja? Načeloma bi se jaz v osnovi ne bi strinjal, da je treba 6-letnemu otroku razložiti vsa grozodejstva tega sveta. Dajva starejšega otroka, pa dajva 14-letnika. Mislim, da bi v tem primeru rekel, da smo na nekem zgodovinskem času v človeški zgodovini, kjer pač pred svojimi očmi in izjemno jasno na svojih telefonih in na televiziji gledamo eno izmed najbolj grozovitih dejstev, ki jih lahko človek naredi sočloveku. Genocid oziroma z drugimi besedami je to pobitje celotnega ljudstva. Zame je to identično kakor živeti med drugo svetovno vojno, ko so ljudje delali isto Judom. Hvala. Za konec, a bi želeli komu v Gazi posvetiti, recimo zdaj zaključne besede? Mislim, da so vsi moji sodelavci, palestinski sodelavci, mislim, da se je fino zavedati, da je večina humanitarnih delavcev v Palestini Palestincev. Izjemno redko smo tujci tam, ker so izjemno dobro izobraženi in usposobljeni za to delo tudi oni. Mislim, da so vsi moji sodelavci zaslužijo izjemno hvalo, da so ne samo živeli v tem času in preživeli, ampak ves svoj čas in trud vložili v pomoč sočloveku. Tako da jih je nešteto in bi se vsem njim v bistvu zahvalil za to delo in da in jim v bistvu pač naklonil dejansko spoštovanje dejstvu, da so uspeli 2 leti preživeti nekaj, kar jaz realno gledano nisem vedel, da človek lahko preživi. Gospod Nik Volk, najlepša hvala. Jaz bi se za konec rada zahvalila vam, da opravljate to delo, da je kdorkoli tukaj s toliko požrtvovalnosti, ki te stvari dela, da ste tukaj zato, da nam poveste, kaj se dogaja, da opozarjate na te zadeve. Jaz si želim, da bi vam zdravje čim dalj časa služilo in čim boljše in najlepša hvala, da ste. Hvala tudi vam za čas in za priložnost. Spoštovane gledalke, gledalci, se vidimo čez 14 dni. Adijo! Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.